Pomlad je tu in poletje tik pred vrati, zato je v sončnih mesecih še posebej pomembno, da kožo primerno zaščitimo pred sončnimi žarki. Prekomerno izpostavljanje sončnim žarkom lahko namreč povzroči nepopravljivo škodo naši koži in v podkožnem tkivu. Kako se na naraven način najbolje zaščititi pred soncem, nam bo povedala Polona Đurek iz Bioteke. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Pa torej, če mogoče na začetku pojasniva, kako močan zaščitni faktor v resnici potrebujemo in ali so naravne kreme dovolj učinkovite? So. V bistvu ta naravna zaščita, naravne maščobe, olje vsebujejo zadosten faktor, da zaščiti našo kožo, kajti tudi te rastline, ki proizvajajo te maščobe, te olje, so izpostavljene soncu in se prav tako zaščitijo pred temi sončnimi žarki. Enako kot pač v tem primeru potrebujemo mi. Torej, naravna zaščita je dovoljšna. Kateri pa torej tisti zaščitni faktor oziroma višina zaščitnega faktorja, ki ga pa potrebujemo? Naravne maščobe olja imajo nekje zaščitne faktorje od 4 do 8, potem pa v bistvu nekih bistvenih razlik pri višjih zaščitnih faktorjih ni več. Je pa verjetno tudi pomembno, koliko časa preživimo na soncu, oziroma kdaj se izpostavljamo soncu, na kakšen način. Tako. Mogoče višji zaščitni faktor omogoča, da smo kakšne pol ure, uro dlje na soncu brezskrbno, vendar pa tudi to ne pomeni, da če si nanesemo zaščito naravno ali mineralno oziroma v obliki krem, ne pomeni, da se lahko brezbrižno zadržujemo na soncu cel dan. Vendar pa tista opozorila, da je izpostavljanje soncu nevarno, verjetno lahko jemljemo nekako z rezervo. Tako. Vsekakor je priporočljivo, da se čim več gibljemo na soncu. Potreben je za naše telo vitamin D, ki potem omogoča marsikatere procese v našem organizmu, se pravi tudi za naš imunski sistem. Je pa seveda pomembno, v katerem delu dneva se gibljemo na soncu. Izogibajmo se tistemu najbolj vročemu delu dneva in raje izkoristimo jutranje in popolno popoldansko sonce. Omenili ste, da naše telo oziroma organizem potrebuje vitamin D. Verjetno je tudi prav, recimo, da se ne izpostavljamo po soncu samo v tistih poletnih mesecih, ampak kar skozi celo leto. Tako, zmotno je razmišljanje, da se recimo večino leta zadržujemo znotraj prostorov, se ne gibljamo na prostem in potem mislimo, da bomo v 10 dneh dopusta nadoknadili ves potreben vitamin D. Ne, pomembno je, da se skozi vse 4 letne čase čim več gibljamo na prostem, se pravi, da smo deležni sončnih žarkov tudi po zimi, spomladi, jeseni. Ne gre torej nabiranje vitamina D na zalogo? Tako, ne deluje. Če mogoče samo še pojasniva, kako pa lahko povečamo sposobnost kože, da bo brez stresa sprejemala sončne žarke? Seveda, kot sva že omenile, pomembno je, kdaj se izpostavljamo soncu, da uporabljamo naravno zaščito, kot so recimo olje jojobe, mandljevo olje, tudi kokosovo olje. In pa pomembna je naravna zaščita od znotraj, se pravi dovoljšna količina vitaminov, provitamina A, ki se nahaja v oranžnem, rdečem sadju in zelenjavi, potem omega-3 maščobne kisline, tudi vitamini iz B kompleksa, se pravi, da je naš organizem zdrav. Kot smo že omenili na začetku, te naravne kreme, naravna olja lahko verjetno najdemo pri vas, v vaši trgovini. Tako. Vsa ta naravna olja se nahajajo v teh ekoloških trgovinah. Pazimo na sestavo, da olje oziroma maščoba ni visoko predelana, da je čim bolj naravna, po možnosti hladno stiskana. Mogoče samo še res za konec, kako je pa recimo z alergijami? Povezanimi s sončnimi žarki. Tako, v bistvu znanstveniki, zdravniki opažajo, da v zadnjem času, se pravi, več je teh izdelkov za zaščito, več je tudi alergij oziroma tako imenovanih alergij na sonce. V bistvu velikokrat gre ne za alergijo na sonce, ampak prav na neko snov v zaščitnem sredstvu in pa porastom melanoma. Se pravi, zmotno ljudje mislimo, da če se zaščitimo, da se lahko neomejeno gibljemo na soncu. Se pravi, zaščita da, vsekakor, ampak vseeno moramo upoštevati, da izpostavljenost soncu mora biti omejena. Najlepša hvala vam za te zelo koristne informacije. Hvala vam.